Antona Šibelja Stenka. Будьте під стрихом. Будьте під стрихом. Треба перше трохи шаг. Darojak, prost bo vsak, ne vrat leso se povejak. Tako gredo verzi sedme kitice Starosti, junaku Antonu Šibelju Stenki. Cenjene dame in gospodje, primerno jo boste slišali ta trenutek. Junaku Antonu Šibelju Stenki. Ko usodni klic se na Primorsko je raznesel in bratov v borbi hiše so zagorele. Ko od grozotcom matere jim že zblaznele, ti prvi Stenka si ta klic naprej ponesel. Da zaslužnjevalcem ne bi se na klep obnesel, pod jarmi ti prelepe naše si dežele, pognal ti boj si se, oči so ti žarele. In kot junak, povsod ti zmago si odnesel. Balada. V jesenski tihi čas prileti brinjavka na kras. Na polju že nikogar več ni, le ona preko gmajne leti. In samo lovec ji sledi. Strelja tišino. Hvala učencem osnovne šole Antona Šibelja Stenka iz Komna. Na oder pa vabim župana občine Komen, gospoda Danijela Božiča, da pozdravi naše goste. Dobar dan, vsi lepo pozdravljeni. Prišli smo se pokloniti spominu velikega Krašovca, Primorca in Slovenca. In prišli smo se pokloniti tudi tisti, ki smo v teh bolj zelenih uniformah, zaradi tega, ker če on in vsi, ki so se postavili v boj proti fašizmu že pred drugo svetovno in med njo množično, tudi mi ne bi nosili teh uniform in ne bi imeli verjetno možnosti, da bi zaščitili osamosvojitev Slovenije v juniju 1991. Zaradi tega smo dolžni spoštovanje do njega in do vseh tistih, ki so nažalost po spomenikih napisani, ker jih je mnogo padlo že v vojni, tako borcev kot tudi drugih, ki so sodelovali na tak ali drugačen način v narodno-osvobodilnem boju. Mnogi so končali po tujih državah daleč od doma, zaradi tega, ker niso pristali na to, da bi jih izbrisali, da bi jih kot ščave odstranili iz zemeljske oble. V svojih besedah korišče življenje in delo narodnega heroja Antona Šibelja Stenka. Gospod Marušič, vabljeni. Spoštovani, na dan, ko mineva 100 let od smrti Antona Šibelje, partizanskega narodnega heroja Stenke, smo zbrani v njegovem rojstnem kraju, da obudimo spomin nanj, ne nekaj dni pred kraljičnim dnem, ko se bomo spomnili na ustanovitev osvobodilne fronte slovenskega naroda. Tisti koledarski dan pred stoletji, ko se Stenka rodil, je bila sreda in ne tu nedelje, kot je danes.
Toda z verskim praznovanjem je povezana Stjenkova smrt, saj je bila nedelja 1. aprila 1945 leta, ko ga je zadela krogla nemškega ostrostrelca nad Gačnikom med Vojskim in Gorenjo Trebušo, velikonočna nedelja. Nič kaj pisano novega ni dodati k že znanim podatkom o življenjski poti Antona Šuberja. Rojen je bil v času, ko se je svet pripravljal na veliki vojni spopad. Vojna, ki je izbruhnila še v letu Stjenkovega rojstva, leta 1914, je posegla tudi v življenje kmečke družine Šuberjevih iz Tomačeva. Stjenkov oče je bil poklican in kmalu je na bojišču umrl. Mati Leopolda je potem skrbela za številno družino, ki je po vojni napovedi Italije Avstro-Ogrski ob nastanku fronte na reki Soči ter na Krasu morala zaradi bližine bojišča oditi v Begunjsko. Potem so nam sodelovali tudi politične sile, ki so nasprotovale, da bi Italija izgubila del svojega državnega ozemlja. Vendar tudi Kominterna ni zmogla povsem odobravati zahtev Slovencev, ker ni tvegala spora z italijanskimi komunisti. Pa ne le to, Italija je bila po kapitulaciji septembra 1943 vključena kot sobojemca v protihitlerijski tabor, v katerem je ob vodilnih Združenih državah Amerike in Velike Britanije sodelovala tudi enakopravno Sovjetska zveza. Mejni sporazum ali nesporazum naj bi zato se reševal po končani vojni. Slovensko vodstvo narodnega boja teh nepotrebnih sedem poštevalo, saj bi le tako izgubili svoje moči, ko bi postili zahtevo, ko bi žili Primorske, Tomačiče domovine. Namenoma sem se del zaustavil pri tem problemu, da bi pokazal na kompleksnost, ki je nastajala med drugo svetovno vojno in se je kot slovenska, ljudska oziroma socialistična republika kot sestavni del jugoslovanske države oblikovala po vojni, je temeljila na antifašističnem boju, na komunizem in s tem Sovjetska zveza sta tista oporna točka, na kateri gradi del slovenske politike in civilne družbe svoje moralno opravičilo za sodelovanje dela slovenstva s silami okupatorja. Ko zapoveduje ločitev med partizani, komunisti in ideološko prevaranimi nekomunisti, ko razloga za izgube Trsta in Gorice spozna v prosovjetsko usmerjeni Jugoslaviji in ko našteva še mnogo drugih obtožb, predvsem pa zastavlja izhodiščno vprašanje, ali je imel smisel upor zoper okupatorja tudi zaradi visokih žrtev in materialne škode. Tu že trčimo na problem Stjenkovega spopada pri Dovcah in na njegove posledice, ki so bili požigi vasi in odgon njih prebivalstva v internacijo. V javnosti se večkrat razglaša, da so Dovce s svojimi posledicami primorske Dražgoše. Razlog za tako označevanje bi bilo partizansko nerazumne izzivanje močnejšega sovražnika. To da pomislimo, da je bilo upiranje mnogo močnejšemu okupatorju zavestna odločitev in podlaga, na kateri bi osnovan ves slovenski odpor od poka prve partizanske puške dalje. In če pomislimo na maščevalnost in povračilno dejavnost okupatorju, potem je takih Dražgoš na Primorskem zelo veliko. Zato je ta primerjava neustrezna in zlonomija, ki so jo s topovi in ognjem pobili, kot piše na spomeniku, komunisti, bratje po rodu, tujci po misli. V bojih 24. novembra 1943 v Grahoven sta bili narodna vojska le Tomšičeva in Šerceva brigada. Brigadi sta napadi posadko, v kateri so pripadniki slovenskega domobranstva in nemških oboroženih sil. Slovensko domobranstvo Slovenische Landwehr je 24. septembra 1943 ustanovil general SS policije Erwin Rezener, obsojen na procesih v Ljubljani in v Nürnbergu kot vojni zločinec. Rezener je slovenskemu domobranstvu tudi poveljeval, saj so domobranske enote delovale v okviru nacistične organizacije SS, mednarodnega vojaškega sodišča. Lažen je tudi tisti del napisa, ki govori o komunistih, kajti slovenski partizani so bili del narodnoosvobodilne vojne Jugoslavije, mednarodne priznane šla iz izkušenj državnih gibanj, ki so bile zmagovite v drugi svetovni vojni, v čas, ki kot edino v resnico postavlja nepreverjena dejstva, v čas, ko ne bi sedeli z okupatorjem, bi tista sila, ki je okupatorja premagala, in v čas, ko nastaja enostranske ocene o protagonistih protifašističnega boja. Pri tem mislim tudi na besedilo izjave, ki te dni kroži po javnosti in s katero danes nam zagotovila take vrste niso potrebne. Pač pa bi morali vsi, ki gojimo vrednote partizanskega boja, pomisliti na Osvobodilno fronto, da nam v obrambo teh vrednot njen zgled izpred 73 let pripomore k prepotrebni strditvi vrst in zlasti k poenotenju pogledu na čas, v katerem živimo. Bližnja prihodnost nam bo pokazala, če kaj takega zmoremo. Hvala lepa.
Dobro se da.